Lepo pozdravljeni in dobrodošli. No, zdravilna zelišča so pravzaprav tisto najbolj primarno zdravilo, ki obstaja na tem svetu. Ampak o poplavi takih in drugačnih sintetičnih zdravil, ki obljubljajo takojšen učinek, ampak cel kup stranskih učinkov, je mnogo ljudi malce pozabilo na tisto primarno moč narave, matere narave. No, ampak danes bomo govorili ravno o tem. Danes je tisti dan, ko bomo malce vzbudili in se spomnili na vso to moč, ki nam jo ponuja narava. In seveda smo za tak prijeten klepet ob kavi povabili predstavnico podjetja, slovenskega podjetja, ki pravzaprav iz zdravilnih zelišč ustvarja različne izdelke že 30 let. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Takole, danes bomo govorili o vseh teh zdravilnih izdelkih oziroma iz zelišč, torej izdelkih iz zelišč. Kateri so tisti, ki jih v vašem podjetju največkrat predstavljate? To so verjetno bolj... Ognjič je zelo velikrat prisoten v naši liniji, arnika, vražji krempelj, uporabljamo tudi 100% naravna eterična olja, ki so tudi pridobljena iz različnih zdravilnih zelišč. Ampak načeloma so to kreme, mazila? Tako, pridelujemo kreme, mazila za terapevtsko nego in pa tudi za nego kože. Katero pa je tisto zelišče, ki je najbolj vsestransko in največkrat uporabljeno v vseh izdelkih, ki jih že dejansko 30 let ustvarjate? Ja, tako kot sem že prej rekla, je po mojem tak najbolj vsestranski je ognjič, zelo dobro protivnetno deluje na našo kožo in veliko stvari lahko lajšamo za uporabo ognjiča dermalno, na naši koži. Zdaj slišala, da ne samo pri opeklinah, tudi pri mozoljih, ne? Tudi protivnetno, vedno, ko je prisotnost mozolja, se še vname in takrat je dobro tudi z ognjičem, to pa še mogoče s kakšnim oljem, eteričnim oljem, da antiseptično delujemo na... Kako pa je z arniko? Arnika je pri nas zaščitena, tako da se ne sme trgati pri nas. Arnika tudi zelo dobro regenerira našo kožo, spet za dermalno uporabo. Odlično. Ja, jaz bom kar izkoristila priložnost. Mi smo imeli zdaj vikend skupaj in moj gleženj je malo zatekel zaradi tega, ker sem jaz bila nerodna. S čim bi si mogla jaz to namazati, da bi mi bilo malo bolj? Ja, no, ravno prav je v principu tale naš izdelek Akupres. Akupres vsebuje arniko in vražji krempelj. In to so študije pokazale, da zelo dobro protivnetno in proti bolečinam deluje ta kombinacija arnike in vražjega krempla. Potem so pa tukaj dodana še eterična olja, da sprostijo mišično napetost in lajšajo različne težave. Svetujemo pri poškodbah, čim pride do vnetja, otekline, malo pohledi na začetku, ker vsebuje tudi mentol pa kafro. Potem pa protivnetno deluje, arnika bo regenerirala. Ja, super, odlično, zaradi tega, ker moram reči, da sem kar vesela, da lahko sploh hodim. Takole, prej ste omenili tudi eterična olja. Kako so pa eterična olja pravzaprav potem sploh povezana? Eterična olja pridobivamo iz različnih rastlin. Lahko jih pridobivamo s parno destilacijo. To so hitrohlapne spojine, ljudje jih velikokrat menjajo, da so to olja, da so mastna. To so v principu hitrohlapne snovi, naprimer sivko imava tlele, sivka je res ena taka najbolj znano eterično olje, največkrat uporabljeno, ima zelo širok spekter uporabe. Tako da v principu je potrebno 200 kil cvetov sivke, da pridobimo 1 liter eteričnega olja. Tako da to so res visoko koncentrirane snovi, tako da je potrebno malo kapljic, da dodamo v kakšno mešanico za kopel. Dragoceno in pa s spoštovanjem verjetno je treba ravnati. Tako. No, takole, mi bomo danes izvedli tudi nagradno igro, sponzor katere je torej podjetje Faun, in sicer 3 eterična olja. Zakaj 3? Vedno radi svetujemo, ko se nekdo začne ukvarjati z aromaterapijo, da uporabi 3 note.
tako kot v parfumski industriji, tudi pri eteričnih oljih želimo eno harmonijo delovanja in vonja, ter da stabiliziramo vonj, je na primer cedra, ima nizko noto in nizke note, zemeljske note nas pomirjajo. V parfumih se dodaja tudi za fiksiranje vonja. Citrusi imajo visoko noto, na primer tlele imamo primer verbene, ima visoko noto in zelo hitro shlapijo. Če bi dali v sparilnik samo par kapljic verbene, bi po parih minutah ne bilo več nobenega vonja. Zato rabimo cedro, nizko noto, da stabiliziramo, fiksiramo visoko noto. Zanimivo. Za srednjo noto pa lahko na primer uporabimo sivko, kot smo že. Je pa sivko? Sivka, tako. Tako da strankam svetujemo, da na primer, ko želijo, da jih pomiri, se da malo več nizke note, ko pa želi, da jih aktivira, se da pa malo več visoke note. Zjutraj želimo, da nas malo aktivira, tako da uporabljamo več visokih not. Ampak vedno po kombinaciji vse tri. Se pravi, vse tri. Takole, spodaj se bo zdaj izpisala telefonska številka, evo, nagradna igra poteka, nekoga bomo izbrali, ki bo dobil torej tale 3 eterična olja, zato da se bo lahko igral, takrat, ko bo rabil sprostitev, umiritev, takrat, ko bo rabil dodatno energijo, svežo, da ga malce povzdigne. No, mene pa še nekaj zanima. Zdaj, že sem prej v samem uvodniku povedala, da 21. stoletje je prineslo velik tak tehnološki napredek, tudi kar se tiče farmacije, biokemije in vsega tega. In nas je mogoče malce odvrnilo stran od te narave. In glede na to, da ste že 30 let na trgu, da že 30 let ustvarjate in verjamete v moč zelišč, kako se je v tem času ta zavzetost ljudi za zelišča, kako se je spreminjala, kakšno je trenutno stanje? Ja, trenutno stanje je zelo dobro. Mi opažamo porast, povpraševanje po naših izdelkih, tako da ljudje se spet vračajo na osnovne sestavine. Tako je na primer tudi tale naša linija Nathalie. To so brezvodna mazila. Dolgo časa so dermatologi bili mnenja, da je dovolj, da z oljem negujemo kožo. Zdaj se pa vračajo nazaj na ta rastlinska masla in tudi včasih pravijo, da boljše, da svinjsko maščobo hranimo kožo, kakor pa z oljem, ker naša koža je veliko bolj podobna trdim maslom in globlje prodrejo pod kožo, bolj nahrani lipidni sloj. In tako so tele in za nego otroške kože in za nego občutljive. Ampak, ko izbiramo recimo nego kozmetiko, ali je to krema, ali je to mogoče mazilo, karkoli že, moramo biti pozorni na to, kaj še dodatno vsebuje. Na kaj moramo biti tukaj pozorni? Ker se mi zdi, da se to tako hitro spreminja, da potem sploh ne vemo, na kaj je tisto. Ja, zdaj tehnologija, razvoj naravne kozmetike šel že toliko naprej, da ne potrebujemo sintetičnih konzervansov več. Zelo pomembno je še vedno izdelke, tudi naravne izdelke odišavljajo s parfumi, kar je škoda. Čim vidimo v sestavine morajo biti pri kozmetičnih izdelkih vedno navedene in če vidimo, da je parfum dodan, to potencialno lahko draži kožo in je škoda. Mi v naši kozmetiki res skrbimo, da ne dodajamo parfumov, sintetičnih konzervansov. Kako pa je s parabeni? Za parabene kar precej slišimo. Kaj to pravzaprav sploh je? Je to škodljivo potencialno? Potencialno, ja, škodljivo, kancerogeno. Zdaj tudi prišlo obdobje, bojo mogli produkti, ki so prisotni v lekarnah, bojo mogli proizvajalci, ki imajo navedene parabene, to odstraniti. Kaj pa sulfati? Sulfati pa so pa v gelih za tuširanje. Predvsem to so te lauril sulfati, sintetični penilci. To so v vseh produktih, ki jih dobimo v trgovinah. Po vsej verjetnosti vsebujejo lauril sulfate, ki zelo dražijo kožo, tanjšajo naš lipidni sloj, potem moramo še bolj dodajati maščobe. Ampak a se da potem ustvariti neko kozmetiko potem brez sulfatov? Tako, ja, mi imamo tole, smo zelo ponosni na tole naše Nathalie mleko za umivanje otroške kože. Je v principu penilna osnova pridobljena iz kokosovih maščob, tako da čist naravno, tudi konzervans, težko mu rečemo konzervans, ampak je na osnovi janeževe kisline, eteričnega olja, je konzervans, tako da
stabilno, naravno In brez sulfatov. brez sulfatov, nežno za našo kožo in Odlično. tudi novorojenčke. Takole, mi pa imamo na telefonski liniji gospo Eleno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pozdravljeni, gospa Elena. Povejte, ste se že kdaj igrali z eteričnimi olji? Z eteričnimi olji se srečujem vsak dan, zaradi tega, ker delam tudi dosti teh domačih izdelkov. Bravo. To, kar gledam zdaj, me zelo veseli, da poudarjate vse te stvari, domače stvari. Od raznih kremic do šamponov delam. Tako da to mi je zelo znano in poznano. Kar se pa tiče vaše poškodbe, bi pa rekla, če še imate kdaj zvin, oziroma če se vam še kdaj to zgodi, da je najbolje, da naribate domačo milo, date noter jajce, vse skupaj pomešate in naredite obkladek. Vam ne bo zaotekalo in je staro zdravilo za te stvari. Hvala lepa, evo, si pomagamo med sabo. Super. Odlično, potem verjetno že veste, zakaj torej 3 eterična olja, skratka, vaša so in verjamemo, da jih boste s pridom uporabljali, Ja, ne? super. Pa še tole bi tale katalogac gospe iz Ran dodala k tem eteričnim oljem, je pa vse opisano, kako se pripravlja naravna kozmetika, pa receptkov je še zraven, tako da si bo Super. gospa lahko še na ta način malo pomagala. Evo, še dodatne vsebine. Gospa Elena, Ja, hvala lepa. čestitam, lepe pozdrave. Lep pozdrav. Pozdravljeni. 30 let izkušenj in nešteto izdelkov. Kaj lahko po vsem tem času rečete, ko ustvarjate z vsemi temi zelišči? Imajo to moč? Je še ohranjena na pravi način? Tako, ja. Zelo jaz iz dneva v dan bolj verjamem v zdravilno moč zelišč, tako da je res svetujem, da strankam, da probajo prvo si pomagati z zelišči, če pa res ne gre, potem pa ne, šele potem, da posežejo po zdravilih. Super. Najlepša hvala za vse te besede, za vse te nasvete in seveda za tisto pomembno sporočilo, ki smo ga predali našim gledalcem in gledalkam. Saj veste, narava je tista naša primarna narava vsakega človeka. Najlepša hvala še enkrat, vi pa ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju. Naj vam bo spet lep.